Žorž najraje gleda evropske filme, Tina posluša klasično glasbo, Mark je gluh in zelo rad brska po spletu. Za vse to uporabljajo javni servis. To je velika medijska hiša, v kateri so radio, televizija in spletni portal. Ustanovila ga je država in določila, da moramo vsi, ki imamo električni priključek, plačevati RTV prispevek. RTV prispevek je denar, ki ga javni servis porabi za to, da lahko opravlja svoje delo, daje informacije, ki so pomembne za javnost, snema oddaje, vzdržuje spletne strani, plačuje orkester, pripravlja radijske vsebine, športne prenose in še in še. Javne servise imajo tudi v drugih državah. Največji je britanski BBC. Tam vsaka družina plačuje 183 evrov prispevka letno, v Sloveniji plačujemo 153 evrov. Poleg javnih medijev poznamo še komercialne. Ti dobijo denar od oglaševalcev. Več ljudi, kot gleda njihov program, več denarja jim oglaševalci plačajo, da lahko pokažejo svoj oglas. Komercialni programi delajo za dobiček, zato predvajajo vsebine, ki so zanimive za široko množico ljudi. Javni servis ima drugačen pomen. Upoštevati mora zakon o radioteleviziji, ki določa, da javni servis ne dela za dobiček, ampak mora skrbeti za slovensko kulturo, jezik, podpirati domače ustvarjalce in ponujati vsebine za ljudi, ki jih je malo, za manjšine, invalide, upokojence in otroke. Evropski filmi, klasična glasba in vsebine za gluhe poleg Žorža, Tine in Marka ne zanimajo široke množice ljudi. Tako ne pritegnejo oglaševalcev in medijem ne prinašajo dobička. Če ne bi bilo javnega servisa, takih vsebin ne bi bilo več. RTV prispevek je torej denar, ki javnemu servisu omogoča, da ustvarja vsebine, ki so pomembne za slovensko kulturo in slovensko javnost.